na pohod ali pa na izlet po Kraškem robu, dajmo reči, ne. In me zanima, kaj naredite doma. Kdo bi mi znal povedati, kaj si pripravite doma, kaj treba narediti, preden se odpravite od doma, je treba kaj narediti? Prinesti hlode. Ne, od doma. Od doma, kaj moraš vzeti s sabo? Kaj bo ta kompas, zemljevid, voda? Voda, nož. Gremo po vrsti. Kresilo. Slišal sem zemljevid, slišal sem kompas, nož, Kresilo. kresilo. Ja. Fantastično. Kaj še? Hlode, da lahko damo zakurimo. Drva rabimo, to dobimo v naravi, to ne rabiš niti doma nositi, ja. Pogledamo, kam gremo. Torej pogledamo, kam gremo. Tako je, ja. Primirna oblačila, In tudi prva pomoč. Prva pomoč, špalka, šotor. Vse to, kar ste našteli, je vse pravilno. Kaj se vam zdi, da je pa 5 najbolj ključnih kosov opreme, ja, za med sabo? Nož je prva stvar. Kresilo. Vir ognja rečem. Ni nujno, da je glih kresilo, ko je vžiganje. Ne boste tako enostavno to delati. Vam bom pokazal, zakaj. Ne gre to tako enostavno, ker vidimo v filmih, da dvakrat s kamnom takole naredi, pa zagori to. Lahko z bowdrillom zakurimo. Filmih Z bowdrillom. Z bowdrillom imamo še druge tehnike, imamo tudi handdrill, imamo s kremnom pa z jeklom, dobimo iskro, ampak rabiš imeti. Če smo že pri tem, evo bom pokazal, da ne boste rekli, da nič ne pokažem. Se pravi, tukaj noter imamo zoglenev bombaž. Glejte ga, kako izgleda. Se pravi, kako smo ga pa pridobili. Dal sem ga servet kuhinjski, recimo, ne. Sem ga zložil toliko, da je pasal noter, sem ga pokril s to kovinsko posodo, naredil lukenco tukaj, ja, da je potem dim, ko smo to vrgli v ogenj, je tle začel dim ven. In ko se neha kaditi, je zadeva noter zoglenena, ne zgori, torej ker ne more, ker nima kisika. Okay? Če bi kisik prišel zraven, bi zadeva zagorela. Tako, tukaj imam pa kremen, ki ga najdete v potoku, je zelo težko, zunaj je bel, noter je črn, in pa pilo staro več kot 20 let. Pila. Pila za železo. Zakaj več kot 20 let? Zato, ker takrat so še dali ful boljše materiale z več ogljika, torej bolj trde so bile, kot so današnje, in današnje, če boste to poskušali z novo pilo, pozabite, da boste ki dobili. Zdaj bom poskusil, če boste pogledali tole v malo zasenčenem delu, izvati iskro, tako da malo vidite. A je vidite? Ok? Ste videli iskre? Zdaj bom pokazal, kako se še to zapali. Vzamete kos tega bombaža, ga date pod ta kamen in probate ujeti iskro. Oziroma takole gore bom dal. Evo, ujel sem eno iskro, vidite, kaj žari. To je zelo vroče, to je ko žerjavca od cigareta. To se opečete in se pravi, če bi zdaj dal gor neko suho travo, sem že malo pozen verjetno, pa spihal. Da vidimo, koliko je suha trava, če bo... Naj je bilo predoževno zadnje dne. Ja. Saj je vlaga. Taki plastični plastenki, plastični embalaži v vrečki lahko prekuhate vodo. Zakaj? Kdo ve? Ker se ne segreje več kot 100 stopinj. Ampak kdo plastenko tle? Ja. A mi dovoliš samo sekundo, bomo samo pokazali, samo za sekundico, če bi še nogam v roki. Mam. Hvala. Jaz bom samo zdaj pokazal, evo, da dokažemo, da se plastenka ne bo stopila
ne bo začela voda ven teči. Zakaj ne? Ker je voda tako hladi. Koliko največ doseže voda? 100. 100 stopinj. Plastika se topi pa pri koliko stopinjah? Vi še ne veste, zelo starejših mogoče ve. 180 pa navzgor. Se pravi, ko dosežeš 180 stopinj, se bo plastika scvrla oziroma scvrkala, ali kako se bo naredila luknjica, se bo stopila. Se pravi, morate vedno paziti, da če boste to flašo recimo obesili, ali pa je dejansko dali v ogenj, na žerjavico lahko postavite, ni problema, samo plamen ne sme preseči nivoja vode. Če ogenj gori, če bo plamen prišel višji od vode, pričakujte luknjo gor in boste pač brez flaša oziroma bo luknjica nova. Tega ne delajte doma. Zato, ker se ob tem ogromno plastike noter izluži v vodo in ni to najbolj zdravo. Je pa vsekakor priporočljivo oziroma zaželeno oziroma skoraj obvezno, da se voda vedno prekuha. Vsaj prekuha. Če že ne boste prefiltrirali, jo dajte prekuhati. Zakaj? Bakterije uničijo. Tako. Koliko časa mora voda vreči? To je dostikrat vprašanje. Ali je dosti, da samo zavre, ali mora minuto, ali mora 5 minut, ali mora 20 minut vreči. Kaj rečete vi? Da zavre, bi bil že kar zadovoljen. Zakaj se je dosegla voda 100 stopinj, je pobila tok pa tok, bom rekel, oziroma vse, kar ne preživi pri teh stopinjah in to je to. Če boste zadevo malo dlje vreli, boste razgradili še težke kovine. Potem je pač samo razlika.